Lep pozdrav vsem skupaj na pogovoru z gospodom Ivom Boscarolom. Ideja je, da se danes malo pogovarjamo nekje o treh stvarih. Začela bova z izgradnjo same blagovne znamke Pipistrela. V drugem delu potem malo o krmarjenju med razvojem pa proizvodnjo, na koncu pa še malo o ekipi, vsaj tak je plan, upam, da nam bo uspel v dobri uri te stvari obdelati. Če imate kakšna vprašanja, prosim kar vmes, da se ne bomo potem na koncu vračali, pa pogledamo, kam pridemo. Zdaj, ker smo letalci, zmeraj radi kažemo tudi kakšno slikco, tako da sem jaz rekel, vam bom dal še malo ozadja, da veste, o čem se pogovarjamo. In če smem, gospod Boscarol, v enem intervjuju vašemu starem sem prebral, da vi še vedno vsa svoja letala sami testirate. Zdaj ne več. Do nedavnega oziroma do nekaj časa nazaj sem jih pa, saj ne nazadnje sem Pipistrel ustvaril zaradi tega, da bom združeval hobi službo in službo hobi. Tako da letenje je krasna stvar, če lahko rečem, tako da je letenje užitek, testiranje letal je pa tisti prav, veste, trda droga, tako da je testiranje ali pa akrobatsko letenje ima svoj čar, tako da ja, če se le da, se še kam tako med moje testne pilote vturim, tako da uživam. Mene se zanima, kakšen je občutek tisti, ki greš, ok, zdajle, napisti tole smo mi zdizajnirali, skoraj prepričan sem, da smo dobro zračunali, pa gremo potem tam 100-110, pa se začne leteti. Kakšen je tisti občutek, ki letite v letalo, ki ste ga pravzaprav sami skonstruirali, oziroma pomagali skonstruirati? Ja, veste, tako je približno kot pri otroku, dokler se smeje, smo vsi zadovoljni, če pa joče, je pa problem, in pri letalu je tako, da če zaupaš ekipi, če imaš dobro ekipo, če veš, da lahko gre malo stvari narobe, potem so usta nasmejana, če gre pa kaj narobe, pol pa gledamo angelčko od blizu, pravimo piloti. Je pa res, da je razlika med serijskim, bom rekel, tovarniškim letenjem, ko so vsa letala, bom rekel, serijsko izdelana in veš približno, kaj lahko pričakuješ, sam primerjaš parametre, ali ima motor dovolj moči, ali zavija mogoče malo levo, desno in tako naprej, ali pa popolnoma novo letalo, recimo, ali pa celo nov koncept. Ko sem jaz pred 20 leti se usedel v prvo električno letalo, ki je bilo prvo na svetu, ki ga ni še nobeden letel, ki ni moreš nobenega vprašati, kakšen je pa tisti občutek, pa tako naprej. To je potem pa seveda malo drugače, moraš imeti izkušnje, ampak še vedno dostikrat je treba v trenutku odreagirati. V letalstvu je zelo malo popravnih izpitov, tako da če ne narediš v prvo prav, zna biti problem. In veste, jaz sem takrat, ko še greste po travi, ko je rekel, pospešujete, ko se še nekaj dogaja, malo trepeta, pa malo ropota, je ena stvar, ampak potem, ko se odlepiš in ko je tišina, čeprav motor dela, jaz sem nagonsko oduzel plin, ker sem mislil, da pač nekaj je narobe. To je bil toliko nov občutek, recimo, ko ni bilo hrupa motorja, da me je presenetilo in dostikrat preseneti kakšna taka stvar. Tako da testiranje letal ima ravno, bom rekel, ta draž v sebi, da pričakuješ nepričakovano. In potem je ves čas, bom rekel, ta boj tehnike s tabo. In to je tisto, kar vleče, bom rekel. Ena stvar, kar ste omenili, je, da v letalstvu ni ravno popravnih izpitov. Pač tla so precej trda zadeva. Ena izmed stvari, ki sem jo sam, pa tudi večina drugih kolegov iz aviacije zelo spoštovali pri Pipistrelu, je pravzaprav ta moč blagovne znamke. Kako smo zdaj pravzaprav prišli od nekoga, ki dela mala, da rečem, motorne zmaje, do tega, da ga pravzaprav kup Textro, ker je ogromna firma v svetovnem smislu. Kje so bili tisti koraki vmes? Kakšna je bila strategija razvoja, da ste začeli počasi graditi ime? Kakšna je bila ideja? Jaz sem začel v bivši Jugoslaviji, takrat z motornimi zmaji. To je bila nova zvrst letenja. Bili smo prepovedani, nismo smeli leteti, ker ni bilo dovoljeno, letala oziroma letalne naprave niso bile registrirane
in tako naprej. In je bil izziv sploh leteti, ne. Na letališče nas niso spustili, ne, ker so poklicali policijo, če smo se tam pojavili. In zaradi tega smo rekli, bomo na nek način se morali, ne, če bomo jutri to delali, ne, se bomo morali organizirati na način, da bomo prepoznavni. Zdaj, če priješ ta zadnji v letalstvo, ne, čeprav z novim produktom, se je treba zavedati, da so vsi tisti, ki so bili pred tabo, imajo neko določeno prednost, ne. In jaz sem rekel, v jugi, ne, v Jugoslaviji, sigurno ne bo trga dovolj velikega, treba bo izvažati, Italija je bila takrat najbližja tuja država in sem rekel, če bomo že nekaj delali, ne, moramo prvo biti prepoznavni, ne, blagovno znamko, da se bo vedelo, kakšna so to, kdo to je, ne. In mi takrat, ker nismo smeli čez dan leteti, smo leteli zvečer, ko so se vrata hangarja zaprla, ko je upravnik rekel, vi se lahko ubijete tam, koliko hočete, ne, sam jaz ne bom kriv, grem domov, ne, in ko zaklenem vrata od hangarja, delajte, kar hočete. In na večernem nebu, ne, je bila oblika motornega zmaja zelo podobna netopirju. In so nas Ajdovci, domačini, začeli klicati, Ivotovi netopiri spet letijo, pa tako naprej. In smo rekli, če gremo v Italijo, bomo dali blagovno znamko, da bo Italijani to razumeli. Po italijansko netopir je pipistrello, po latinsko je pipistrellus. In ker nismo hoteli biti niti po latinsko, niti po italijansko, sem malo odrezal in sem dal sam pipistrel, ne. In takrat ni bilo seveda še Googla, ni bilo, ne vem, Wikipedije, ampak to je bila ena v bistvu mojih najboljših rešitev ali pa idej sploh v življenju, ker danes, če odtipkate pipistrel, dobite sam nas, ne. Ali pa če odtipkaste pipistrellus, da iščete netopirja, vam bo Wikipedija sicer pokazala netopirja, ampak spodaj piše, ne, takoj, if you are looking for aircraft producer pipistrel, click here, ker imamo več klikov kot netopir, ne. In to se je potem skozi leta pokazalo kot izredno pomembno, ne, da imaš blagovno znamko, da si prepoznaven. Ker ženske, saj vas je tukaj, ste v večini, ne, skoraj bi rekel, točno veste, da sestavni del za parfum stane lahko, ne vem, 2 evra in če ga prodaja neki no-name Kitajec, ga proda za 3 evre, če ga pa kupite od Guccija, pa daste 500 evrov, ne. Razlika v dodani vrednosti v blagovni znamki. In tega sem se vedno zavedal in zaradi tega sem gradil blagovno znamko na dolgi rok, ne samo od pipistrela, tudi mojo osebno. Veste, mene so Slovenci 9-krat zaporedoma zdaj izbrali za najbolj zaupanja vrednega podjetnika v Sloveniji. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker vse, kar sem delal na dolgi rok in nisem si hotel privoščiti nikdar napake. Napake v letalstvu se kaznujejo smrtjo ali pa s krvjo. In veste, pri 3000 letalih, ki letijo, to je 1/3 recimo proizvodnje Airbusa, ne, mi nismo imeli v 33 letih niti ene tehnične napake, ki bi bila dokazana zaradi strani proizvajalca. In to je tista blagovna znamka, ki vam potem postavi standard drugim, ki jih ti na začetku najprej loviš, ne, pol pa ti postaneš standard za druge, za kvaliteto, da morajo tebe loviti. Pa, če smem vprašati, mislim, da tudi v tej sobi pa nasplošno je veliko podjetnikov, ki imajo dober proizvod, pa ki dajo veliko na kvaliteto, pa razvijamo na dolgi rok, ne? Ampak ni pa veliko pipistrelov. Kjer so take, da rečem, praktične stvari, ki ste jih naredil, ki bi se lahko še kdo drug od nas kaj naučil, kako to pravzaprav združiti v neko blagovno znamko, ki ima ime? Ja, polno je tega, ne. Prvo, tisto, kar delaš, moraš verjeti. Moraš biti prepričan, da si najboljši, ker veste, danes bolj kot kdajkoli je prvi samo eden, vsi so lahko drugi in če ne postaviš sam pri sebi tako visokih standardov, da porabiš zadnjo kapljo energije za to, da si ne najboljši, ampak še eno stopnico pred njimi, ne, potem te danes ni. Danes je vsakdo na dosegu leve tipke na miški. Vsakdo. In če imaš dober produkt, to nobenega ne briga. Če pa imaš slabo stvar, v 10 minutah zve ves svet. Danes ni več prostora za blef. In moja prednost je bila ta, da sem na ta način delal vse svoje življenje. Na dolgi rok, gradil blagovno znamko, spoštovanje sodelavcev,
in dobaviteljev in pa kupcev in jim zaupal in jih motiviral, da to, kar so delali dobro, tudi če mene ni bilo, ampak da so verjeli v zgodbo, ki sem jo jaz delal. Dobra ekipa je tista, ki rešuje v dobrih časih, ampak tudi v slabih. Veste, v 33 letih smo šli mi skozi marsikakšno krizo, ne samo COVID in tako naprej. In vedno smo z vsake krize zaradi dobre ekipe in zaradi dolgoročne vizije podjetja išli kot zmagovalci. Pipistrel je eno redkih podjetij v Sloveniji, pa verjetno tudi širše, ki v 33-letni zgodovini nikdar ni imelo izgube. Ne samo to, nobeno leto ni bilo slabše od prejšnjega. Mi smo vedno imeli pozitivno rast. Tudi kar se tiče števila zaposlenih in tako naprej. In to je tisto potem, ko začnejo ljudje verjeti vate. Da imajo bodočnost, da imajo socialno varnost. Mi nismo nikdar imeli ekstremnih plač. Razmer je 1:3 minimalna, maksimalna. Vsi smo imeli neke poštene plače, ampak v 33 letih niti en dan niso nikdar kasnile. In potem ljudje, ki bi jih, seveda mi jih ukradli, Norton Grumman, NASA, pa ne vem kaj, za $250,000 na leto, pa tukaj dobijo lahko, ne vem, 1/3 tega, ali pa še manj, nobeden ni šel stran, ker je videl eno socialno sigurnost, je videl, da so verjeli mene, da ne izčrpavam podjetja, in da jaz verjamem v njih, in to se potem skozi leta naredi ena tako močna ekipa, da nimaš fluktuacije, ljudje ne grejo stran, zaupaš jim, mi nimamo ene ključavnice v podjetju, pa ni nikdar v 33 letih nič zmanjkalo, jaz nisem enega kaznoval, sem jih pa veliko nagradil. In potem, a veste, pridejo sinovi, pridejo žene, pridejo cele družine k vam in potem se to zaupanje ustvari v blagovno znamko, ki jo težko kdorkoli ogrozi, tudi kriza. Pa ste kakšne tudi bolj uradne prijeme, da rečem, ne vem, investicije v marketing, pa te stvari, ali je bilo to bolj sekundarno? Ta zdaj tista provokativna, ne se vem. Jaz sem letos dobil namreč nagrado za življenjsko delo za menedžerja, zaradi tega, ker in na tej podelitvi sem rekel, da kako so lahko to nagrado dali meni, ker sem vodil podjetje čist kontra vsem standardom. Jaz sem namreč leta 2000 ukinil marketing. In pol mi inštitucija, ki se ukvarja tudi z marketingom in ne vem kaj, mi da priznanje, to me res zelo presenetilo. Lejte, nikjer ne boste videli reklame od Pipistrela. Jaz sem rekel, mi nimamo dovolj denarja za razvoj. Razvoj je najdražja stvar v spaceu, v vesoljski industriji, takoj za njim je farmacija in letalstvo. In za vse ideje, ki smo jih mi imeli, mi nismo nikdar dovolj denarja imeli. Zato smo morali hoditi na natečaje, zmagati na nasi, subvencije iskati v Sloveniji in tako naprej. Ampak, veste, tisti, ki je na koncu odgovoren ali pa bom rekel zaslužen za to, da ti prodaš, ni reklama v časopisu ali pa ne vem, v nekih medijih, ampak je zadovoljen kupec. In jaz sem rekel, ves denar, ki je šel v marketing, bomo dali v razvoj, da bomo drugačni od drugih, da bojo mediji motivirani prideti v podjetje, da bojo, ne vem, 10-stranske članke delali za ceno enega kosila, če bo prišel novinar od, ne vem, ali pa ekipa za par dni iz National Geographic ali ne vem od koga. In potem, ko bo kupec dobil letalo v roke, zakaj bi jaz imel strošek prodaje? Jaz sem ukinil tudi prodajo. Mi nimamo prodaje. Imamo zadovoljne kupce, ki so promotorji ali pa na nek način tudi zastopniki po svetu, ampak v glavnem so naši prodajniki zadovoljni kupci. Ker zadovoljen kupec pove svoje občutke, reklama pa motivira. Je drugače. A veste, in če vi kupujete čevlje z vsem spoštovanjem ali pa majčko, če nekaj ni v redu, vržete stran. Če z letalom nekaj ni v redu,
ne, mogoče nimate niti možnost več povedati, da ni bilo v redu. Ne. In zaradi tega, ker, a veste, tudi piloti delamo napake in če te letalo reši, kar se je dostikrat zgodilo, ne, ali zaradi ugrajenega padala ali tako naprej, potem seveda poveš prijateljem, ne, rečeš, lej, a veš, ne, kišta me je rešila. Ne. In to je potem tisti marketing, ne, ki ti dviguje blagovno znamko. Ampak, to se pravi brez prodaje, brez marketinga, ampak še vsem pride pa na mizo pogodba z indijsko vojsko. A to je bilo, gospod Boscarol, mislim, da se morate z njimi srečati, a je bilo, gospod Boscarol, mi bi pa od vas kupili, zdaj ne vem točno, koliko je bila številka, X letal. To z indijsko vojsko je bilo pravzaprav zelo zanimivo. Indijska vojska, oziroma tako je Indian Air Force, to se pravi letalske sile, Indian Navy, to se pravi vodne sile oziroma mornarica in National Cadet Corps, ki so šola. Ne. Indija ima 92 letalskih vojaških akademij. Ne. In so se odločili, da ne bodo šolali letal, ki stanejo šolali novih pilotov na letale, ki stanejo milijone, ampak da bo to naslednja faza in da bo naredili prvo selekcijo in šolali pilote na letalih, ki stanejo manj, ki so lahka in tako naprej. In so pač naredili scanning po trgu, kaj je, in so 11 proizvajalcem celega sveta poslali pismo o nameri, če bi hoteli sodelovati pri izboru letala za šolanje indijskih oboroženih sil, to se pravi 200 letal, da bi se vsi piloti novi v Indiji pač šolali na tem. In so poslali seveda tudi na ambasado slovensko v Delhi. Ne. Tam so rekli, mi se s tem ne ukvarjamo, ne, in so potem preko, takrat ni še bilo gospodarskega atašeja, ne, so sami vize izdajali, so potem preko Dunajske indijske ambasade prišli do slovenskega ministrstva za gospodarstvo, če bi lahko oni prišli v stik z nami in so nam povedali, kaj to je in tako naprej, kaj rabijo. In smo seveda vseh 11 smo konkurirali, smo morali dati 6 mesecev letalo dol, pa vse, mislim, letalo je moralo zadostiti določenim tehničnim zahtevam, leteti pri 55 stopinjah, iti na določeno višino in tako naprej. No in potem smo mi to zmagali. Ne. In potem je bil seveda problem, ker je v Sloveniji v glavnem je bil problem, ne, ker v Sloveniji je ta informacija bila tako, najprej se pojavila na požar reportu, a to res, pa tako naprej, ne. Cel svet je pa pisal, Slovenija je dobavitelj 4. največji oboroženi sili na svetu. Slovenija, paste, ne. Pipistrel je bil nekje dol omenjen. Ne. Mi smo naredili takrat tako reklamo za Slovenijo, ki se jo ne da kupiti, recimo, ne, na tehnološkem nivoju. Ne. Razen v Sloveniji so rekli, aha, Boscarolove papirnate aviončke zdaj Indicam prodaja, ne, ultralahke. Ne. Tako, a veste, tega se mi ne zavedamo in to večkrat govorim, ne, in tudi vam polagam na srce, ne glede na to, kako Slovenci dojemamo uspeh, jaz sem bil Bob leta 2015, ker sem rekel, da Slovenci vse oprostimo, samo uspeha, ne se ustrašiti uspeha. A veste, ko smo mi zmagali leta 2011 na NASA in jim pobrali 1 300 000, kar je več kot Nobelova nagrada, ne, s prvim in edinim še vedno 4-sedežnim električnim letalom in smo preleteli 600 kilometrov, 4 potnike s povprečno hitrostjo 212 kilometrov, je največji francoski letalski časopis in napisal, Evropejci smo premagali Američane. A veste, tako odmevno je to bilo. Vsi so se s tem poistovetili, ne, pri nas so pa rekli, je pisalo nekje, da se vidite, ne, to je idealno letalo za ločene pare, ki sta v vsaki kabini po 2, ne. A veš, ne. Tako da, in paste, danes smo leta 2023, ne, celotna avtomobilska svetovna industrija
ki proizvaja električne avtomobile, še ni uspela narediti štirisedežnega avta, ki bi 600 km ves čas šel z 220 km/h in peljal štiripotnike. Mi smo naredili to po zraku. Tako da, a veste, mi smo takrat bili tak trn vpeti vsem, toliko, ker so nas takrat kupovali, nas tudi zdaj niso, ne? To morate vedeti. Ampak takrat, ne, je treba to izkoristiti, blagovno znamko. Spet se vračamo k blagovni znamki, ne? Da takrat imaš pravo možnost in rečeš, aha, lejte, to je to boljše letalo, včeraj je stalo 150 000, danes je 220. Ja, zakaj? Zato, ker je najboljše. In takrat pol lahko malo pokasiraš vsa tisti trud nazaj in tako naprej, ne? A veste, mi nismo bili nikoli ta najcenejši na trgu, ne? Smo bili pa največkrat najdražji, ne? Ampak smo še vedno več prodali od drugih. In to je tisto, kar je dodana vrednost blagovne znamke. Danes bom verjetno večkrat omenil blagovno znamko, ampak vsi, ki ste kakorkoli povezani s podjetništvom, zavedajte se, da tudi če se boste kdaj prodajali ali pa če ne vem, vas bojo kupci iskali ali karkoli, najbolj pomembna je blagovna znamka, ki jo seveda gradijo zaposleni, dodana vrednost in tako naprej. Ampak brand je tisti, ki je pomemben v podjetništvu.